Spoštovane gospe in gospodje, ura je 13, jaz predlagam, da začnemo z drugo izredno sejo občinskega sveta občine Ljutomer. Ugotavljam, da je 18-19 prisotnih. Opravičeno so odsotni gospod Andrej Lah in pa gospod Jože Heric. Sta se opravičila. Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta občine Ljutomer. Pod drugo pregled in potrditev dnevnega reda za drugo izredno sejo občinskega sveta občine Ljutomer. Pod tretjo potrditev mandata članici občinskega sveta občine Ljutomer in pa pod četrto izvolitev predstavnikov občine Ljutomer v volilno telo za volitve članov državnega sveta, elektorjev. Prosim, da z dvigom rok potrdite dnevni red. Hvala lepa, soglasno. Ugotavljam, da je prisotnih 19, oziroma gremo na drugo točko, oziroma tretjo, pardon. Potrditev mandata članici občinskega sveta občine Ljutomer. Med nami prav posebej pozdravljam gospo Danico Korošec in pri tej točki prosim za uvodna pojasnila gospod Ano Žnidarič, prosim, da se me priključi. Opravičil se nam je predsednik okrajnega sodišča, gospod Nemec je zadržan, vendar če bomo rabili kakšno pojasnilo, se ga lahko pokliče. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot vam je znano, je gospod Marjan Rudolf podal odstopno izjavo, da odstopa iz občinskega sveta občine Ljutomer. O tej odstopni izjavi je županja obvestila vse vas, člane občinskega sveta in pa občinsko volilno komisijo. Občinska volilna komisija je v predvidenih rokih začela postopek za nadomestnega kandidata oziroma kandidatko in ugotovila, da je mandat članov občinskega sveta gospodu Marjanu Rudolfu prenehal z dnem prejema odstopne izjave. Potem je pozvala naslednjo kandidatko z liste Desus k podaji izjave, da sprejema mandat. Kandidatka za gospodom Marjanom Rudolfom te izjave ni podala oziroma je podala, da ne prevzema mandata in tako je bila pozvana gospa Danica Korošec, da poda izjavo, da sprejema mandat in ona je to izjavo podala. In volilna komisija občine Ljutomer je na podlagi tega ugotovila, da je mandat članice občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko z liste Demokratične stranke upokojencev Slovenije v prvi volilni enoti, to je gospa Danica Korošec, stanujoča Kidričeva ulica 76, Ljutomer. Kandidatki je bilo dne 10.8.2012 izdano potrdilo o izvolitvi. Oba dokumenta, ugotovitev in potrdilo je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pregledala in ugotovila, da ni pritožb na ta mandat, zato predlagamo, da se mandat gospe Danici Korošec potrdi. Hvala lepa. Želi mogoče kdo razpravljati ali pa kaj povedati? Pojasnila komisije, še prosim predsednika. Hvala lepa. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja na seji 26.9.2012 pregledala ugotovitve občinske volilne komisije občine Ljutomer ter potrdilo o izvolitvi, na podlagi katerih predlaga, da se mandat gospe Danici Korošec tudi potrdi. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi besedo mogoče? Če ne, dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Ljutomer potrdi mandat članice občinskega sveta občine Ljutomer, ki je bila izvoljena na volitvah dne 10.10.2010 in sicer gospa Danica Korošec, rojena 17.2.1958, stanujoča Kidričeva ulica 76, Ljutomer. Mandat članice občinskega sveta se potrdi za preostanek mandatne dobe občinskega sveta občine Ljutomer. Kdo je za predlagani sklep? Hvala lepa, soglasno. Glede na to, da so ob izvolitvi tudi sedanje gospe in gospodje, ki sestavljajo občinski svet, zaprisegli, bi vas prosila, gospa Korošec, da tudi vi danes zaprisežete.
članica občinskega sveta občine Ljutomer prisegam, da bom pri izvrševanju funkcije članice občinskega sveta ravnala v skladu z pravnim redom Republike Slovenije, statutom občine Ljutomer in drugimi predpisi občine Ljutomer. Pri svojem delu bom ravnala strpno in pošteno ter upoštevala pravice in dolžnosti, ki jih imam kot svetnica. Hvala lepa za zaupanje. Hvala lepa. Jaz še imam prijetno dolžnost, da gospe Korošcovi tudi izročim značko občinske svetnice. Tako, sedaj zaključujemo to točko in prehajamo k 4. točki izvolitev predstavnikov občine Ljutomer v volilno telo za volitve članov državnega sveta elektorjev. Jaz bi prosila predsednika komisije za volitve imenovanja, da nam razloži glede prispelih prijav in pa potem gospod Ano Žnidarič glede postopka glasovanja. Hvala lepa za besedo. Na komisijo za mandatna vprašanja je na poziv županje prispelo 8 vlog za kandidaturo za elektor. Za kandidata za državni svet ni bilo nobenega predloga. Komisija je ugotovila, da so bili vsi predlogi pravočasni in pravilno predlagani. Kot določa pravilnik, je nato komisija pripravila vrstni red po abecednem seznamu, kot to določajo pravila za izvolitev predstavnika občine Ljutomer v volilno telo za volitve članov državnega sveta. Volitve so tajne in bo sam postopek razložila Ana. Hvala lepa. Ja, vsi ste dobili domov že z pozivom za predlaganje kandidatov pravila za izvolitev predstavnikov občine Ljutomer, ki so bila sprejeta v letu 2007 in sicer o kandidatih se glasuje tajno. Na glasovnici je 8 kandidatov, vsak član oziroma članica občinskega sveta lahko glasuje največ za 3 kandidate, lahko pa tudi za manj, se pravi toliko, kot se jih voli, lahko pa manj, če se jih obkroži več ali pa nič, je glasovnica neveljavna. Županja bo predlagala komisijo, ki bo vodila postopek tajnega glasovanja. V skladu s poslovnikom je to 3-članska komisija, ki jo vodi predsedujoči, predlaga pa še 2 člana te komisije. Odredila bo tudi čas glasovanja. Po naših pravilih je tako, da so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov. Če pa sta 2 kandidata dosegla isto najvišje oziroma najnižje potrebno število glasov za izvolitev, pa se med tema 2 kandidatoma opravi še en krog glasovanja, če pa tudi potem ni, potem pa se opravi žreb na sami seji občinskega sveta. Te sezname izvoljenih elektorjev je potrebno do nedelje predložiti volilni komisiji na Ptuju, ki bo potem odločala o pravilnosti vloženih seznamov in tudi obvestila županjo o potrditvi kandidature. Hvala lepa. No, jaz imam nalogo, da moram še 2 člana komisije, ki mi bosta pomagala pri izpeljavi glasovanja. Jaz sem avtomatsko boje notri, pa bi prosila, če se kdo prostovoljno javi. Predlagam, da pač tisti, ki kandidirate, niste člani komisije. Imamo mogoče kakšne prostovoljce, prosim, 2 rabim. Gospa Korošec, hvala. Izvolite še naprej. Moški. Gospod Perko, dajem na glasovanje gospod Korošec in gospoda Silva Perka. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Mislim, da bomo v 15 minutah uspeli izpeljati postopek, tako da 15 minut. Vsak se podpiše ob prevzemu glasovnice, tu so prostori za glasovanje. Komisija je opravila svoje delo, samo malo prosim.
Razdeljenih je bilo 19 glasovnic, oddanih je bilo prav tako 19 glasovnic, neveljavnih ni bilo, veljavnih je bilo 19. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: Tihomir Babič 13 glasov, Ludvik Filipič 2, Sara Karba 11, Janez Kardo 6, Jože Panič 3, Boštjan Pihler 11, Janez Vencer 4, Anton Vrbnjak 5. Na podlagi glasovanja so bili izvoljeni naslednji kandidati: Tihomir Babič, Sara Karba, Boštjan Pihler. Glasovanje se je končalo ob 13:30 uri, dobro, 13:26, tako da, če kdo kaj ogovarja, mogoče imate še kaj, s tem je današnja seja točka in pa tudi seja zaključena. Želim vam prijeten popoldan še naprej. Hvala lepa.